Postopna izguba sluha je najpogostejši spremljevalec staranja. Starejši, ki so ranljiva skupina v vseh družbah, se postopno umikajo iz družbe in postajajo socialno izolirani. Posledice pomanjkanja kvalitetnih odnosov in komunikacije so vse prej kot zanemarljive, saj lahko povzročijo hude duševne stiske, ki vodijo v motnje duševnega zdravja. Denimo depresijo, tesnobo, različne oblike odvisnosti in celo samomor. Posebej boleče je za starostnike, če jih svojci zaradi neznanja ne obravnavajo ustrezno in prihaja do nesporazumov, so poudarili pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Torej, v svetu se veliko govori o bolezni imenovani postopna izguba sluha. Imenovana je v strokovnem izrazu presbiakusis. Ta postopna izguba sluha se običajno pojavi v starosti in skoraj pri polovici ljudi, ki so v starosti 75 let in več, prihaja do postopne izgube sluha. Ta izguba sluha je lahko blaga, zmerna ali pa huda. Presbiakusis včasih vodi v trajno izgubo sluha, gluhoto. In ta izolacija, ki je zelo pogosti spremljevalec izgube sluha, potem škoduje tistim osebam in osebe, ki so socialno izolirane, manj telovadijo, so manj fizično aktivne, več tudi pijejo, posegajo po alkoholu, kadijo, imajo nezdravo prehrano in potem vse to posledično vodi tudi v slabo telesno zdravje. To potem vpliva tudi na diabetes, visok krvni tlak in bolezni srca. Tudi socialna izolacija zaradi izgube sluha je povezana z višjimi stopnjami kognitivnega izpada pri starejših. Brez ustreznega znanja za komuniciranje s starejšimi se začnemo z nekom, ki slabše sliši, pogovarjati glasneje. A to najprej dodatno zmoti delovanje slušnega aparata, z nesproščeno mimiko pa osebo celo odbijemo. Namesto, da bi se približali, pojasnjuje psihologinja Andreja Poljanec. Ja, problem pri izgubljanju sluha je, da si vsaj do neke mere nehote izločen iz socialnih odnosov in neke take vsakodnevne tudi komunikacije, kjer pa vedno poteka tudi en pretok čustvenega stika, empatije, uživljanja v drugega in to je ključna komponenta za občutek, da pripadamo nekomu, neki skupnosti in da se tudi dobro počutimo. In zdaj, če smo pa vedno pogosteje spregledani, da ne zmoremo vsega tega skomunicirati, predebatirati in imeti občutka te povezanosti, se v naših možganih začne pojavljati kot en občutek bolečine. In ta bolečina v našem telesu krade energijo, bi rekla, nas utruja in vedno bolj tonemo v eno tako, bi rekla, depresijo, občutke osamljenosti, nejevolje, brez volje postajamo, doživljamo, da smo odveč, da smo v breme in s takimi občutki je izredno boleče, naporno in krivično živeti in taki ljudje celo umirajo prej. Toliko globok je ta potreba po odnosih, po čustvenem stiku v nas zakoreninjena, da če njej vsaj približno ni zadoščeno, je v resnici naše življenje brez enega res tazga pravega smisla. Ena od možnih rešitev bi bile ustrezne samopomočne skupine. Tisto, kar se mi zdi zelo dragoceno s temi idejami skupin, je predvsem to, da se te ljudje spet začnejo družiti in da komunicirajo na tak način, ki ga sami zmorejo. Ustreznih tehnik komunikacije bi se morali naučiti izvajalci dolgotrajne oskrbe v domovih, kakor tudi družinski člani.
Za starostnike z okvaro sluha v domovih za starostnike je najpomembnejše, da imajo dostop do enakopravne komunikacije. V prilagojeni tehniki seveda, ali je to znakovni jezik, ali tehnični pripomočki v obliki indukcijske zanke, FM sistema. In kaj je najpomembnejše? Najpomembnejše je, da imajo možnost družabništva, da se med sabo družijo, komunicirajo, ne glede na to. Ja, v domovih slovenskih je najbolj potrebno, bi rekel, vnesti tehnične pripomočke za gluhe in naglušne v domove in pa v tistih domovih, kjer bivajo gluhe osebe, da se usposobijo tisti, ki neposredno delajo z gluho osebo z enimi osnovami znakovnega jezika. Jaz sem bil v projektu, ki smo ga pač delali v Radgoni, glede tehničnih pripomočkov pred leti in tečaja znakovnega jezika in sem prepričan, da to ni nek velik finančni in kakorkoli drugačen zalogaj. Mnenja sem, da bi po celotni Sloveniji lahko to rešili z spremembo standardov in normativov. Te stvari so pomembne iz enostavnega razloga, zaradi socialne vključenosti. Čeprav so v domu, potrebujejo, kako bi rekel, neko komunikacijo. Moramo Slovenija oziroma država mora poskrbeti za starostnike, ne? Se pravi za dome starejših. Dodatna zgodba je pa starejši z naglušnji ali pa neslišeči. To je ena stvar, ki mora država v sklopu delovati, ne? In po vsej verjetnosti bo zakon o dolgotrajni oskrbi to moral zajemati tudi v tem. In to imamo zdaj ravno v planu, da to začnemo reševati. In mislim, da bomo v roku letu, dveh ta zakon sprejeli, ker bo tudi glede na današnjo razpravo bom sigurno stremel za tem, da bomo to vklopili. Ne? Po podatkih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije biva v Sloveniji okrog 200 tisoč oseb z okvaro sluha. 75 tisoč je uporabnikov slušnega aparata. Gluhih uporabnikov znakovnega jezika je 1500. Med njimi jih je 2/3 starejših od 50 let.